Kdo se ne spomni spontanega upora Gorenjevih delavcev septembra 2009, ko so Franja Bobinca gladko izžvižgali? 3 leta pozneje se je zgodba ponovila, razlog za stavko pa je enak, slabe plače in delovni pogoji. Danes je slika popolnoma drugačna. Zaposleni so zadovoljni s svojim položajem, zavedajo se, da je v krizi vse manj dela, s selitvijo proizvodnje iz Švedske v Slovenijo pa so dobili novo priložnost. Neljube in, kot priznavajo nekateri delavci, tudi nepoštene upore, bi zato raje kar najhitreje pozabili. Fajn mi je delati, sem se že navadila. Se ne bi ponovili recimo dogodki izpred let? Ja, jaz upam, da ne. Da bo vse v redu. Da bomo splavali, tako je treba. Tudi Franjo Bobinec se vzklikov jeznih delavcev nerad spominja. No, kljub temu ga vprašamo, kako na njih gleda danes. Jaz nisem nikomor zameril, ker mislim, da nisem imel pravih informacij. Ampak mislim, da sem več kot dokazal skupaj s celotno ekipo, da so bile take ocene neprimerne. Iz njih se je, pravi, veliko naučil, zlasti to, da se je treba z zaposlenimi veliko pogovarjati, da je bilo v Gorenju premalo dialoga, priznavajo tudi sindikati, ki so jih delavci prav tako zmerjali z lopovi. Kljub temu jezo zaposlenih razumejo. Časi se spreminjajo. V nekem trenutku neke okoliščine pač dajo nek razlog, da se neka stvar dogodi. Ta stvar je mimo, jaz bom rekel, je zgodovina, kaj bo v prihodnosti, jaz ne vem, ampak jaz upam vsem na dobro. Ja, za dialogami skupno voljo gre, vse se da narediti. Samo dialog mora biti. Skratka, dobra šola za trd konkurenčni boj na področju bele tehnike. Kot kaže, je Gorenje nauk dobro izkoristilo. Brez državne pomoči mu je uspelo ustvariti 300 novih delovnih mest. Veliki Panasonic pa je vanj vložil tudi 10 milijonov evrov in tako postal 13-odstotni lastnik Gorenja. Saj veste, kar ne ubija, krepi.